Est-ce que vous m'entendez? Oui. Monseigneur le grand chancelier de la faculté de théologie, monsieur. Monsignor veliki kancler fakultete, dekan Et teološke fakultete. je voudrais aussi saluer la chorale qui vient de nous interpréter Pevce zbora, ki so nam le Rora zapeli Rorate Coeli. Coeli. Au fond, tout est déjà V dit. bistvu s tem je že vse povedano. Le reste de ma conférence, ce sera de la littérature. Donc, Torej, merci hvala, beaucoup najlepša pour hvala vos za chaleureux mots prijazne bienvenue pozdrave. et merci évidemment Hvala seveda pour l'honneur que vous me faites za en čast, ki promouvant ste mi jo votre izkazali, ko candidature ste au doctorat me honoris imenovali za causa. doktorja, častnega doktorja. J'ai choisi comme Za thème temo l'évangile predavanja du sem salut izbral Evangelij od rešenja et in tressaillement trepet de la vere. le vendredi 20 V et le petek in samedi soboto 23 22. in 30. septembra 2023, 2023 le pape je François papež a Frančišek passé 2 dni preživel jours mémorables dans la v ville de Marseju, Marseille, la cité phocéenne. Fokajskem mestu. Fokaja De je grško nombreux mesto, temps odkudar so se naselili forts de ces Marsejčani. journées, je Izmed retiens številnih comme močnih thème trenutkov teh dveh dni želim izpostaviti dve temi in eno geslo. les chaînes de télévision, Televizijske postaje, sûrement aussi celles de Slovénie, verjetno tudi v Sloveniji, po vsem svetu, so prikazovale papeža, entouré des kako je représentants des obkrožen différents s cultes predstavniki présents različnih à Marseille, verstev, priant en silence devant navzočih v une Marseju, stèle v tišini molijo commémorative pred spominsko stelo, d'une nad grande katero se croix dviguje de velik Camargue kamarški qui križ, s'élance vers le ki ciel objema Sredozemsko tout en morje. embrassant la mer Tu pred seboj vidimo ta Méditerranée. križ. Érigée Stela, en 2008 postavljena leta à 2008 l'initiative na de la pobudo mission de la Združenja mer, Morski la misijon, stèle est je dédiée posvečena aux disparus en umrlim na mer, morju y compris à od partir leta de 2010 2010, les pa migrants tudi naufragés brodolomcem, victimes de žrtvam l'immigration clandestine. ilegalnega priseljevanja. Le soir de la même Istega journée, dne zvečer le pape a je imel adressé au papež palais du v Faro, palači Faro en v présence du navzočnosti président predsednika Macron, Macrona un vibrant ganljiv discours govor aux participants udeležencem des troisièmes rencontres tretjih mediteranskih méditerranéennes. srečanj. Il y présentait le Mare V govoru je Nostrum predstavil comme un Mare Nostrum vaste kot espace obsežen rencontre, prostor je le cite, srečevanj entre les religions med abrahamaiques, abrahamskimi religijami, entre les pensées med grecques, grško, latinsko latines et in arabes, arabsko mislijo, entre la science med et znanostjo, l'esprit et le filozofijo droit, in pravom et entre bien d'autres ter številnimi réalités. drugimi resničnostmi. Espace qui a permis Kot de prostor, ki je diffuser dans le omogočil, monde da se je po svetu razširila la haute valeur vzvišena de l'être vrednota humain, človeškega bitja, doté de liberté, obdarjenega s svobodo, ouvert à la odprtega za vérité resnico et en in mal s hrepenenjem po salut, odrešenju, qui voit le monde comme une ki merveille à vidi svet découvrir kot čudo, ki ga je treba odkrivati, in kot vrt, ki ga je treba naseliti signe d'un v znamenju Boga, qui fait alliance ki s avec les človeštvom hommes. Fin de sklene citation. zavezo. Konec citata. D'après le pape, quelle que soit la distance qui Kakršnakoli je sépare že razdalja la mer de Galilée, med Galilejskim la jezerom, Tibériade, où Jésus tu je de Jezus iz Nazareth Nazareta a ubogim redonné vrnil upanje, l'espérance aux pauvres, en les ko jih je proclamant blagoroval, bienheureux, en jim écoutant prisluhnil leurs v besoins, njihovih potrebah, en soignant leurs blessures, oskrbel njihove et en rane leur annonçant la in jim bonne oznanil nouvelle du blagovest o royaume, kraljestvu, et les ne glede rives torej na razdaljo de med la Galilejskim Méditerranée, jezerom in obalo c'est Sredozemskega toujours morja, depuis je treba, le po souvent papežih besedah, silencieux des vedno pauvres izhajati iz et klica non, ubogih, je cite, des največkrat premiers de la tihega, classe qui élèvent in la ne iz voix, klica tistih, même si ki ce so v sont prvih eux vrstah aussi glasni, kljub que temu, nous devons partir da jih je si nous voulons marcher sreča à la že suite obilno de Jésus. obdarila, če ne sledimo Jezusu. Pour cela, il ne faut pas se Da bi to contenter dosegli, de se ne l'engagement smemo souvent zadovoljiti
s predanim, a pogosto pomanjkljivim delom institucij. Še več, vest potrebuje preskok, da bi nezakonitosti rekla ne in solidarnosti rekla da. Kakor papež hudomušno poudarja, to ni kapljica v morje, ampak nepogrešljiva sestavina, s katero bi prečistili njegove vode. Ton postane bolj dramatičen z izjavo, da tisti, ki tvegajo svoje življenje na morju, ne napadajo, temveč iščejo gostoljubje in da Mare Nostrum, torej naše morje, s svojimi obalami, kjer na eni strani vladajo izobilje, potrošništvo in potratnost, na drugi pa revščina in negotovost, kliče po pravičnosti. Ne samo, da trojna dolžnost solidarnosti, socialne pravičnosti in univerzalne dobrodelnosti danes v ničemer ni izgubila svoje aktualnosti, ampak nas sooča z možnostjo brodoloma civilizacije. To je papežev beseda, katerega simbol je brodolom beguncev. Prihodnost ne bo v zapiranju, to bi pomenilo vračanje v preteklost oziroma zaobrnitev hoje v zgodovino, na poti zgodovine. Rešitev pred strašno nadlogo izkoriščanja človeka ni v zavračanju, ampak v tem, da vsak po svojih zmožnostih zagotovimo veliko število zakonitih in rednih, trajnih vstopov v Evropo. Njihova trajnost bo temeljila na sodelovanju z državami izvora, da bo sprejemanje migrantov postalo pravično. Reči zadosti bi pomenilo zatiskati si oči. Če se sedaj poskušamo izvleči, se to jutri lahko spremeni v tragedijo, pravi papež. Prihodnji rodovi nam bodo hvaležni, da smo znali ustvariti pogoje za neizogibno integracijo, v nasprotnem primeru nam bodo očitali, da smo omogočili le sterilne načine asimilacije. Mi, kristjani, opozarja papež, ki verujemo v Boga, ki je postal človek, v edinstvenega in neponovljivega človeka, ki se je na obali Sredozemskega morja poimenoval pot, resnica in življenje, mi, kristjani, ne moremo sprejeti, da bi se poti srečevanj zaprle, da bi resnica Boga denarja prevladala nad dostojanstvom človeka, da bi se življenje spremenilo v smrt. Temu sporočilu, namenjenemu kristjanom, je papež pridružil politično sporočilo, ob katerem so zatrepetali številni politiki, tudi tisti, ki se ponašajo, da zagovarjajo krščanske vrednote. Ne bom omenil, kateri so to. Morje, je rekel papež, je vir življenja in tudi kraj, ki spominja na tragedije brodoloma. Tukaj smo se zbrali v spomin na tiste, ki niso preživeli, na tiste, ki niso bili rešeni. To so imena in priimki, to so izničena življenja in porušene sanje. Mislim na toliko bratov in sester, ki so utonili v strahu, z upi, ki so jih nosili v svojih srcih. Ob takšni tragediji besede ne koristijo. Potrebujemo dejanja. Osrednja tema papeževe homilije med mašo na
Naslednji dan na stadionu Velodrom, naslednje popoldne, je bila vera, ki trepeče. Papež se je v pridigi oprl na vrstico iz Lukovega evangelija, ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo, eskirtesen v njenem telesu. Luka 1:41. Kakršenkoli je že prevod, ki ga sprejmemo, pomembno je, da imamo opraviti z znamenjem novega življenja, ki se začenja kazati. To je strepetalo, zganilo. Tiho in ampak dejavno. Zunaj tega trepeta pred življenjem po papežu ni žive vere. Strepetati pomeni biti dotaknjen od znotraj, se notranje stresti, začutiti, da se v našem srcu nekaj premika, v nasprotju s hladnim, plehkim srcem, ki življenje živi mehanično, brez strasti, brez poleta, brez želje. Po papeževem mnenju so zlo, ki razžira naše evropske družbe, cinizem, razočaranost, resignacija, negotovost. Vse to so znamenja življenja brez trepeta, ki ga je nekdo, mišljenje Spinoza, imenoval žalostne strasti. Trepeta vere ne moremo skrčiti na radostno poskakovanje. To bi bilo napačno. Strepetati je mogoče od veselja, a tudi od zgroženosti ob neznosnih situacijah, kakršne so te z begunci umrlimi na morju, ker so ostali brez pomoči. Strepetamo pa tudi od tesnobe. Nobena od teh izkušenj vernikom, ki prepoznajo v razcvetanju dni Božje delo, ni prihranjena. S tem to je lahko rekel papež, ki je prav prerok, več kot prerok, papež, ki je pesnik, ki je tudi javno rekel, ki je povedal, kakšne so njegove sanje, ki prepoznajo Božje delo v razcvetanju dni, s tem jim je dan nov pogled, v katerem vidijo resničnost. Eno od znamen pristnosti vere je, da v veri trepet pred življenjem rojeva trepet pred bližnjim. To je trepet usmiljenja tistega, ki ga srečamo. To, da v usmiljenju strepetamo pred ranjenim mesom tistih, ki jih srečamo na naši poti. Celo sredi težav, problemov in trpljenja, je dejal papež, vernik dan za dnem zaznava Božje obiskanje in čuti, da ga Bog spremlja in podpira. Un rêve à cultiver, voilà le rêve. Un intérêt qui pousse à s'engager personnellement. Bralci papeževih po Frančiškovo obarvanih okrožnic Laudato Si in Fratelli Tutti bodo tu prepoznali temeljno melodijo njegove misli. Želimo biti kristjani, ki se v molitvi srečujejo z Bogom in v ljubezni s svojimi brati in sestrami,
Kristjani, ki zadrhtijo, zavibrirajo, sprejemajo ogenj duha, da bi jih v njem použila današnja vprašanja, izzivi Sredozemlja, klic ubogih, svete utopije, bratstva in miru, ki čakajo na uresničitev. Konec citata papeževega. Kakšna je povezava med spominsko stelo, posvečeno umrlim na morju, in trepetom vere, ljubezni in upanja, o kateri govori papeževa pridiga, ki noče biti le preprost fervorino, torej goreča spodbuda, namenjena navdušeni množici na stadionu? Odgovor bi želel poiskati v besedni zvezi, ki sem ravnokar omenil, človeško bitje, obdarjeno s svobodo, odprto za resnico, s potrebo po odrešenju. Iz papeževega govora v marsejski palači Faro. Prva točka, soteriologija na stičišču zgodovine religiji, teologije in filozofije. Potreba po odrešenju. Beseda odrešenje je del osnovnega besednjaka judovsko-krščanskega verovanja in številnih drugih religij. V krščanski teologiji je iz nje nastal učeni izraz soteriologija. Čeprav ta izraz uporabljajo predvsem krščanski teologi, pa ni rezerviran samo zanje. Zgodovina religije, Gustav Menšing, nekdanji teolog, je poudaril, da religija kot taka ne obstaja. Religiozni fenomen nam je dostopen le prek njegovih mnogoterih zgodovinskih manifestacij, ali če isto trditev izrazimo s podobo, na nebu je le ena luna, v vodi pa je nešteto njenih odsevov. Proti odsevi so predmet proučevanja zgodovinarjev religij, ki se med seboj razlikujejo zlasti po svojem pojmovanju odrešenja. Ozkogledi racionalizem, ki prisega le na moč razuma, meni, da pojem odrešenja presega filozofsko racionalnost in ga je zato treba prepustiti teologom. Iz zgodovinskih in obenem sistematičnih razlogov pa lahko zagovarjamo tudi idejo, da lahko ta pojem v oskrbo sprejme filozofija, kakor je to mojstrsko storil Franz Rosenzweig v svojem delu Zvezda odrešenja, ki je ena mojih najljubših knjig, poleg izpovedi svetega Avguština. Kot odmev na papežev pastoralni obisk v Marseju bo moje izhodišče minimalistična opredelitev soteriologije, kakor jo navdihujejo pastoralna pisma apostola Pavla Timoteju in Titu, namenjena tretji generaciji kristjanov, ki je bila močno zaznamovana s helenistično kulturo. Soteriologija je razmislek o tem, kako na pravi način artikulirati izraza Bog naš odrešenik in Kristus naš odrešenik. V pastoralnih pismih se ta izraza artikulirata s pomočjo glagola epifanein, pojaviti se, in samostalnika epifaneja, pojavitev, ki je sicer hermenevtično geslo, ključ, ki odklepati pismi. Epifaneja, odrešenje,
je celovito gledano pojav, fenomen, ki sodi v posebno kategorijo fenomenov, za katere je Jean-Luc Marion skoval izraz nasičeni fenomen. Bistvo ali skoraj bistvo te epifanične soteriologije je povzeto v pismu Titu, 3. poglavje 4. do 7. vrstica, ki ga beremo med mašo na božični dan. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku, Jezusu Kristusu, obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo. Spominjam se, kot bi bilo danes. Svojega prvega leta v semenišču te nekaj vrstic me je povsem pretreslo. Neki novinar me je vprašal, kateri je moj goreči grm, in se kot to je ta trenutek iz semenišča. Avtor, bolje redaktor teh pastoralnih pisem, polaga te besede v usta Pavla, ki se sam predstavi kot na ta način, tako dela on v pismih. Pavla, apostola Kristusa Jezusa, po naročilu Boga, našega odrešenika, in Kristusa Jezusa, našega upanja. Nekaj vrstic naprej naletimo na tipično formulo, ki je vedno uporabljena v soteriološkem kontekstu in ki jo nemški eksegeti imenujejo Beteuerungsformel, formula zagotavljanja. Ta formula, ki poudarja, zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja, služi kot uvod v kerigmo. Kristus Jezus je zato prišel na svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz. Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj za večno življenje. Za Pavla, tistega pač, ki je pisal ta pisma, kdorkoli je že bil, odrešenje ni prazna beseda, nanaša se na njegovo osebno izkušnjo stvari same. Pavel svoj mandat prejema od Boga, našega odrešenika. V tej vlogi svojim naslovnikom, voditeljem skupnosti, veleva, naj pazijo nase in na svoj nauk. Če boš namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo. In še enkrat ponovno, nikar se torej ne sramuj pričevanja za našega Gospoda, pa tudi mene, ki sem zaradi njega jetnik, se ne sramuj, ampak z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo moč. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu,
razkril pa zdaj s pojavitvijo Epifaneja, našega odrešenika, Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po evangeliju. V njem nas je Bog rešil po svojem načrtu odrešenja. V nasprotju s teorijami, ki bi odrešenje omejile na omejeno število izvoljenih, je odrešenje, o katerem govorijo pastoralna pisma, namenjeno brez izjeme vsem ljudem, vsem poklicanim, ki so vsi poklicani, da bi spoznali odrešujočo resnico. To je namreč dobro in po volji Boga, po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Zapis jasno pravi, zato se namreč trudimo in bojujemo, ker smo naslonili svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih. Ta zapis ne vključuje nobene omejitve. Nova soteriološka pojmovnost pastoralnih pisem se kaže v tem, da se v njih 10-krat pojavi izraz soter, od tega se 6-krat nanaša na Boga in njegov odrešilni načrt, ki se je kazal skozi zgodovino izvoljenega ljudstva. Jahve, Bog zaveze, je Bog odkupitelj in odrešenik. Soter, torej izraz, ki ga uporablja grški prevod hebrejskega svetega pisma, čeprav v judovstvu Mesija pomena odrešenik še ni imel. Suverenost Boga in izjemna vloga Jezusa pri uresničevanju odrešenskega dela si ne nasprotujeta. Nasprotno, Jezusa lahko označimo kot svojega odrešenika le, če najprej sprejmemo naziv Bog, naš odrešenik, in se postavimo v perspektivo zgodovine odrešenja, ki jo je začel in vodil Bog sam. Med Bogom in Jezusom ni druge odrešilne figure. Jezus je zadnja beseda odrešenja, ki jo Bog namenja človeštvu. Odslej moramo živeti v skladu s kristično epifanijo, posledno manifestacijo Božjega vdora v sedanji svet. Najkrajša pot k razumevanju judovsko-krščanske ideje odrešenja in odkupitve je bogato večglasje svetopisemskega besedila. Ta ideja, preden je postala predmet interpretacije, je bila sama rezultat neprekinjenega procesa interpretacije. Vsaka od literarnih zvrsti, ki jih svetopismo uporabi, da govori o odrešenju in odkupitvi, pripoved, hvalospev, psalem, prilika, kerigma, pareneza in tako dalje, je le nova interpretacija. Osnova vsake od religij, ki so razvile soteriologijo, je neka temeljna intuicija, ki je neločljivo povezana z nekim temeljnim tonom čutenja, vendar pa se interpretacija te intuicije skozi zgodovino spreminja. Teh intuicij, kjer ima vsaka svojo hermenevtično rodovitnost, ni mogoče niti seštevati, niti neutralizirati ali izničiti. Kot na primer po logiki budistov, ki se ideja budizma se na neki način še priklopi na krščansko idejo. Druga točka. Popraviti svet. Nezastarljiva naloga. Za hip se vračam v staro zavezo. Hebrejska beseda geulah,
ki pomeni osvoboditev, odkupitev, se nanaša na ustanovno izkušnjo osvoboditve izraelskega ljudstva iz egiptovskega suženjstva, ki so jo pripisali mogočnemu božjemu posredovanju. Ta izraz je del osnovnega besednjaka judovske molitve, kakor se to kaže v molitvi Tefilat ha Amida Shemone Ezre, ali na kratko Amida. Ta molitev, ki ima pomen le, če jo recitiramo z vsem srcem in dušo, Avodah Shebalev, z drugimi besedami, če ta molitev stori, da nekdo ustrepeta, ta molitev je bila sestavljena v času Mišne po uničenju drugega templja. Obsega 18 blagoslovov, ki jih pobožni Judje 3-krat na dan ponavljajo stoje. Vključuje prošnje za bina, razločevanje, tešuva, kesanje, vrnitev, seliha, odpuščanje, geula, odkupitev in keduša Hašem, posvečevanje Božjega imena. V teh izrazih se v jedru kaže ideja odrešenja, ki ima svoj izvor v Bogu očetov Abrahama, Izaka in Jakoba. Imenuje se tudi ščit Abrahama, velikega, močnega in strašnega Boga, stvarnika vsega, ki se spominja zaslug očetov in prinaša odkupitelja, Izaija 59:20, sinovom njihovih sinov. Še kratek dodatek o judovski molitvi. V molitvi, ki se imenuje Aleinu, ki zaključuje jutranje, opoldansko in večerno bogoslužje, se ljudstvo, katerega dolžnost je slaviti Gospoda vseh stvari, spominja ustanovne izkušnje, to je osvoboditve iz Egipta. To ljudstvo tudi sprejema zaupano mu etično odgovornost, da bo delalo za popravilo sveta. Tega označuje izraz tikun olam. Ta izraz izvira iz intuicije, da svet še ni dosegal svoje dokončne oblike in da bo dokončan šele na dan, ko bo postal to, kar še ni, Božje kraljestvo. Ves tretji del Rosenzweigovega dela Zvezda odrešenja pojasnjuje hermenevtične možnosti te temeljne intuicije, ki zadeva tako judovsko kot krščansko eshatologijo. Pojem tikun olam, ki so ga skovali rabini v 3. stoletju, je sprožil ogromen plaz interpretacij o natančnem pomenu izraza popravilo, metaken, ki se nadaljujejo vse do danes. Najbolj znano delo v kabalističnem korpusu Sefer HaZohar, Izaka iz Leona, to je knjiga slave, vsebuje hermenevtični koncept odrešenja. V njem je vse odvisno od načina, kako dešifriram sveto besedilo, ko si prizadevam, da bi najbolj vsakdanje, najbolj običajne stvari videl, kakor da bi jih gledal prvič. Kar nam je povedal papež v Marseju, z novim pogledom je treba gledati na te stvari. Na tem mestu ne bomo podrobno razpravljali o drznih spekulacijah Izaka Lurija o razbitju 10 posod z božansko svetlobo
ki je bilo posledica samo omejitve neomejenega Boga v trenutku stvarjenja. To je tema, ki je navduševala številne filozofe, od Pica della Mirandole do Spinoza in Leibnica ter še druge. Za nas je tu pomembno vprašanje, kaj lahko naredimo danes iz ideje o popravilu sveta. In kar me še bolj zanima reči, to je naloga, ki zadeva tako Jude kot kristjane. Popraviti, ali to pomeni korigirati, ponovno vzravnati, obnoviti, izboljšati ali izpopolniti? Samo zamišljamo si lahko neizmeren konflikt interpretacij, ki jih ta vprašanja sprožajo. Nekateri sodobni komentatorji Tikkun Olam brez zadržkov postavljajo v službo vprašanj, ki so s Toro povezana le na daleč, kakor so ekologija, zaščita živali ali revolucionarni progresivizem. Nazoren primer najdemo v knjigi Koščki identitete francoskega filozofa Bernarda Henri Lévyja, eden treh novih filozofov, Luc Marion in še, tako kot jaz, je tudi on v skupini filozofov. V njej ponuja razlago nauka o razbijanju vas, posod in teme o povračilu škode. Sveta ne več reševati, še manj, da bi ga začeli znova, da bi spočeli znova. Samo popraviti ga je treba na način, kakor se popravljajo razbite posode. Popravilo je lepa beseda, je skromna, je modra, vendar je tudi vrtoglava, piše filozof. Ima prav. Namesto, da bi se pustili odnesti vrtoglavici alternativnega sveta, bleščečega kot naukovanec, ki prihaja iz laboratorijev, v katerih se proizvaja umetna inteligenca, se bolje spomniti, da smo nepreklicno obsojeni na ta svet in da drugega ne bo nikoli. To misel judovsko in krščanstvo se tesno oklepam. Sprašujem pa se, ali ni njegova razlaga popravila sveta nekoliko preveč skromna in pusta. S tem, ko se poslovi od nostalgije po polnem telesu ali po izgubljeni čistosti in si prepove sanjati o posodi, preden je bila razbita, ali o posodi, o kateri bi halucinirali, da ni bila nikoli razbita, se odpove vsemu, citiram, kar spominja na eshatologijo ali na teodicejo. In ko govori le o sedanjosti, izbriše, skrije soteriološki smisel nauka Tikkun Olam, torej idejo o Božjem kraljestvu. Tretja točka. Evangelij odrešenja
krščanski soteriološki diferencial. Nikar ne mislimo, da je naloga popravljanja sveta krščanski veri tuja. Treba se zlasti izogibati temu kot neka biti lena teologija. Vse naša lenoba se tu lahko pokaže. Krščanski soteriološki diferencial svoj najmočnejši izraz najde v tem, kar sveti Pavel v prvem poglavju svojega prvega pisma Korinčanom pravi o besedi križa, logos stauru. Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Nobena modrost ne bo še tako globoka ali koristna kot kakšen ezoterizem, ni odrešilna ali odkupljenska. Ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost. Mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom vzpotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Kristus, Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. Prvo Korinčanom, prvo poglavje 21 do 25. Tako v novi kot v stari zavezi je odrešenje dogodek, ki izvira iz Božjega odrešilnega načrta. Tisti, ki so deležni žive izkušnje epifanije Kristusa odrešenika, jo doživljajo kot ogenj, ki požira. Hebrejci 12:29, podoben gorečemu grmu v drugi Mojzesovi knjigi. Da bi si o evangeliju odrešenja lahko ustvarili natančnejšo idejo, ponovno preberimo prva 3 poglavja pisma Efežanom. Bojim se, da pa je že moj govor predolg. To pustim po strani. Zaključujem ta 3. odstavek, preprosto s temle. Napačno bi bilo misliti, da nam samim, glede na to, da se je Kristus s smrtjo na križu izkazal za neprekosljivega popravitelja sveta, da nam ni treba nič več storiti. Tudi luteranski nauk o opravičenju ne more biti izgovor, da ne bi vsak na svoj način in po svojih sposobnostih sodeloval pri tem velikanskem delu popravljanja, ki ga ne smemo zamenjati z besnim aktivizmom. Sodelovanje je mogoče na 1001 način. Pogosto so odločilne okoliščine in izredne razmere, o katerih govori papež, in ne naše osebne preference. 4. točka. Skušal biti kar se da kratek, ampak mi je ta točka zelo pri srcu. Kličem k tebi, hermeneutični pristop k soteriologiji knjige Psalmov. Leta 1957 je francoski filozof religije Henri de Méry izdal knjigo Vera in ni krik, ki
ki je dvignila veliko prahu in mu prinesla mesto na seznamu prepovedanih knjig. Po Dumeriju vera, če je reducirana na preprost, neartikuliran krik, vodi v sentimentalizem, iluminizem in kvietistični misticizem. Če vera tudi v svojih najbolj elementarnih izrazih ne bi vsebovala misli in ne bi dajala misliti, formula fides querens intellectum ne bi imela nobenega smisla. Toda tudi če z Dumerijem vztrajamo pri vlogi, ki jo imajo pri prenosu vere intelektualno, kulturno in institucionalno posredovanje, ne moremo prezreti dejstva, da je vera v nekaterih svojih izrazih res podobna kriku. Da bi se o tem prepričali, je dovolj preleteti knjigo psalmov, česar pa sodobni filozofi razen redkih izjem ne naredijo. Obupan klic na pomoč, ki ga slišimo od beguncev, umirajočih v Sredozemlju, to postaja bolj in bolj podobno velikemu pokopališču, na kar nas je papež ponovno spomnil v Marseju, nas vabi, da ponovno preberemo individualne in kolektivne žalovanske psalme, ki sami zavzemajo skoraj četrtino psalterija. Kakšna ideja, kakšna misel odrešenja je v njih izražena? Tega se želim še posebej držati, te misli. Prihajam na 5. točko. Odrešenik odpri nebesa, goreče mesijansko pričakovanje. Svoje razmišljanja sem začel s soteriologijo pastoralnih pisem apostola Pavla in Timoteju in Titu, zaključil jih bom z vrnitvijo k besedilu, ki je eden od vrhov starozavezne soteriologije. V tem vzvratnem koraku ni nič napačnega, saj je hkrati tudi korak naprej, ali bolje rečeno, korak v advent, en avant, besedna igra v francoščini, v liturgičnem pomenu besede. V 4 adventnih tednih, s katerimi se začenja krščanski bogoslužni koledar, se Cerkev spominja gorečega pričakovanja odrešenika, ki ga je izraelsko ljudstvo predajalo iz roda v rod. To mesijansko pričakovanje se nikjer ne kaže tako močno kot v Izaijevi knjigi. Izmed starozaveznih prerokov je v Novi zavezi Izaija najpogosteje citiran. Našo pozornost še posebej pritegne knjiga tolažbe. To so poglavja od 40 do 55, ki jo sodobni eksegeti pripisujejo preroku iz 6. stoletja, med letoma 550 in 540, in ga imenujejo drugi Izaija. Knjiga tolažbe dolguje svoje ime prvima vrsticama večglasnega uvoda, s katerima se začne: Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz Gospodove roke dvojno kazen za vse svoje grehe.
glasbeniki med vami prepoznate tu verze iz Händlovega Mesija. Nekaj preskočim. De réflexion que m'a inspiré la lecture de cet extraordinaire livre des consolations. Knjiga Tolaž me je zelo navdihnila, takoj pomislim na vrstice Izaija 43:1. Zdaj pa ta formula razodeva bližino novih časov, ki zahtevajo, da jih na novo prepoznavamo. Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite. Izaija 43:19. To spoznanje se izraža tudi v današnjem času. Naše oči, naše srce, ki so utrujeni, še vedno lahko prepoznajo tisto novost, ki že klije. Kje smo mi? V času, ko svet doživlja nekakšen zahod. Če smo stari, utrujeni, zlorabljeni in vse to, to pomeni, da svet propada. Mislim, da moramo biti pozorni ne samo na vrstice te knjige Tolažbe, ampak prav tako tudi pozorni na pesnike in skladatelje, ki so bili navdihnjeni s temi besedili. Omenil sem že oratorij Mesija, Händlov oratorij Mesija. Nedvomno ga vsi poznate, ampak enostavno bi rekel, to, kar je moja razlaga, to je razlaga tudi Johna Eliota Gardinerja. Isto velja za himno Rorate celi de super, ki smo jo malo prej slišali v latinščini. Wirkungsgeschichte, zgodovina učinkovanja te antifone, vključuje znamenito nemško cerkveno pesem, himno, ki jo pojejo po nemških cerkvah. O Heiland, reiß die Himmel auf, o odrešenik, odpri nebesa, ki je bila prvič natisnjena v Kölnu leta 1622 kot del zbirke katehetskih pesmi. Avtor te pesmi, polne podob iz Izaijeve knjige, je verjetno jezuit, ki ga imam zelo rad. Samo vse rad, ampak tega še posebej. Friedrich von Spee, profesor filozofije v Paderbornu med letoma 1623 in 1629, torej skoraj sodobnik Descartesa. Takrat je Descartes imel svoje slavne sanje, troje sanj, po katerih se je odločil o prihodnosti, da se bo posvetil filozofiji.
Von Spee je prav tako znan po še nečem zelo pomembnem. Je avtor traktata, pravniškega traktata, etičnega, Cautio Criminalis, v katerem ostro obsoja z mučenjem izsiljena priznanja. To je bil zagotovo njegov prispevek k popravljanju sveta. Sicer pa Dešpeva glasba, to je pa vredno prisluhniti še glasbeni interpretaciji Johannesa Brahmsa, opus 74 številka 2, melodija ostra, obenem plesoča, je popolnoma prilagojena vročičnemu pričakovanju odrešenika, na katerem temelji knjiga tolažbe. Prihajam k zaključku. Razpravo o teh literarnih in glasbenih interpretacijah soteriologije drugega Izaija zaključujem s primerom izposojenim iz sodobnega slikarstva. Leta 2005 do 2006 je znameniti slikar Anselm Kiefer naslikal 2 veliki platni v oljni in akrilni tehniki s podnaslovoma Appariatur terra et germinet Salvatorem, naj se odpre zemlja in rodi odrešenika, oziroma Rorate celi et nubes pluant justum, rosite nebesa in oblaki ne držijo pravičnega. Brazde zoranega polja, ki se na eni in na drugi strani ravno prekriva s cvetjem, usmerjajo gledalčev pogled proti odprtemu obzorju, to dokazuje, da se delo razlage in prisvajanja preroške soteriologije drugega Izaija nadaljuje še danes. Torej, vprašanje, kaj smem upati, je danes tako aktualno kot kdajkoli prej. Zahvaljujem se vam za pozornost.